Sem Marko Jošt, obiskujem Ljudsko univerzo v Celju, program logistični tehnik. V izobraževanje sem se vključil zaradi bolezni in zaradi poklicne rehabilitacije. Jaz sem Ineš, prihajam iz Portugalske. Letos sem bila vključena v tečaj slovenščine jezika za tujce na ravni A1. Sem tudi delala tukaj pripravo za izpit. Za tečaj slovenščine sem se vključila, ker potrebujem znanje slovenščine jezike za zaposlitev. Svetovalci informiramo odrasle o vseh možnostih izobraževanja, ki so na voljo. S svetovanjem jim pomagamo izbrati med različnimi tečaji, formalnimi programi, usposabljanji in drugimi oblikami učenja. Odraslim smo v podporo tudi pri samostojnem učenju in premagovanju ovir, ki se na poti izobraževanja lahko pojavijo. Na kar 35 organizacijah za izobraževanje odraslih po Sloveniji je svetovanje za odrasle brezplačno, saj je organizirano kot javna služba, ki jo financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Svetovalci so mi pomagali se vpisati, razložili so mi programe, svetovali so mi glede na moje delovne izkušnje. Dobil sem tudi pomoč podpore svetovalke, ki me je pomagala pri vpisu in nadaljnjem izobraževanju. Svetovanje lahko poteka individualno ali skupinsko. Najpogosteje nas odrasli obiščejo v živo, v naših prostorih ali pa se pogovorimo po telefonu. Dosegljivi smo tudi po mailu, srečamo pa se lahko tudi na daljavo preko različnih spletnih orodij na telefonu in računalniku. Na prvem srečanju se z odraslim pogovorimo o njegovih ciljih, željah in potrebah, potem pa skupaj poiščemo ustrezno izobraževalno pot. Lahko naredimo osebni izobraževalni načrt, pomagamo izbrati izobraževalni program, tečaj ali kakšno drugo obliko učenja, ki je najustreznejša za odraslega. Poiščemo tudi informacije o možnostih sofinanciranja izobraževanja. Svetovalka Anja mi je pomagala skozi tečaj slovenščine, mi je tudi dala pogum, da svoje znanje slovenščine sem preizkusila za višje ravni. Tudi ker delam nostrifikacijo, to je postopek za poklicne kvalifikacije, priznanje. Ona mi je tudi pomagala, ker potrebujemo več dokumentov, pa tudi dolgo traja ta proces in tudi za pri pisanju življenjepis v Europassu platformi. Kadar je izobraževanje povezano z iskanjem zaposlitve ali drugimi spremembami v karieri, pomagamo tudi pri pripravi življenjepisa ali spremnega pisma za delodajalca. Skupaj z odraslimi raziščemo tudi že pridobljeno znanje in spretnosti, pridobljene z delom, hobiji in drugimi aktivnostmi. Te jim pomagamo dokumentirati, torej zapisati in ustrezno predstaviti, na primer v obliki portfolija. Usmerimo jih lahko v pridobitve različnih certifikatov, kot so jezikovni in računalniški, ali v postopek vrednotenja formalne izobrazbe na ENIC-NARIC centru, pa tudi v postopke pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij, MPK, kot jim rečemo krajše. Učil sem se večinoma doma, dobil sem pomoč tudi preko Zooma, učil sem se tudi v svetovalnem središču Ljudske univerze v Celju. Letos zaključujem šolanje, imam maturo, v prihodnje pa upam, da bom dobil drugo službo kot logistični tehnik. Odrasle spremljamo tudi med učenjem. Pomagamo, če se pojavijo različne ovire, učne težave. Jih spodbujamo, motiviramo in svetujemo pri organizaciji učenja. Tiste, ki jim ustreza samostojno učenje, povabimo v središče za samostojno učenje in jim svetujemo pri izbiri in uporabi učnih gradiv, ter jih podpiramo pri samostojnem učenju. Odrasli imajo našo podporo tudi ob zaključku učenja ali izobraževanja, predvsem pri načrtovanju nadaljnjih korakov, bodisi v izobraževanju, bodisi pri razvoju kariere ali v osebnem življenju. Svetovalka Anja je tudi odlična oseba, zelo simpatična in tudi spoštljiva, ne glede na to, kako mi izgledamo ali kakšen družbeni položaj imamo. Zelo se trudi, da bo našla odgovor na naše vprašanje.